pa si pogledamo promet v Ljubljani ob 14. uri v petek 20. novembra. Smo na Zaloški cesti. Zdaj bomo zavili iz Zaloške ceste na Kajuho cesto proti BTC-ju. Ma ne, šli naprej po Zaloški cesti, bomo poskušali v BTC priti po drugi strani. Povemo, da vozimo res po predpisih. Omejitev je tukaj 60 km/h, mi vozimo okoli 59. Prometno stanje pa je tako, kot vidite na posnetku. Na desni strani je naselje Fužine. Vidite, če vozite po predpisih, je zeleni val urejen. In promet poteka nemoteno, brez nekih posebnosti. Za vrh smo naleteli, da je rdeč.
Peljali se bomo čez Zapolje in pa Zalog. Vam pokažemo, kjer urejajo novo cesto, o kateri je že včeraj poročal naš poročevalec iz tega področja, gospod Stane. Prečkamo avtocesto na relaciji Koper-Novo mesto oziroma Maribor-Avstrija-Madžarska. Čeprav je zanimivo, kot lahko vidite ali pa ste lahko videli, piše Italija, Hrvaška, piše Avstrija, ne piše Madžarska. Ne vem, kje je razlog. Prometnih urejevalcev ali ne vejo, da je Madžarska tudi država, ali pa jih to moti. No, to je ta dokaz. Tu še enkrat dokaz. Piše Avstrija. Mi smo zapeljali zdaj v kraj Polje, kjer, kot rečeno, gradbeniki urejajo in širijo cesto v tem delu Ljubljane. Tu vidite ta del gradbenega posega za širitev cestišča. In da bomo tukaj zavili za Dobrovško cesto. Tukaj vidite glavno železniško povezavo z Mariborom, oziroma Maribor in Ljubljano. Smo v podvozju.
rečeno, po predpisih. Okolje. Zdaj bomo zavili iz polja na Sneberško cesto. Mi smo bili pa, kot rečeno, za Dobovški cesti do tega trenutka. Prečkali bomo avtocesto Ljubljana-Maribor. Da se promet proti Mariboru in Ljubljani odvija normalno, brez posebnosti. Zdaj zavijamo na Šmartinsko cesto. Upam, da bo jaz v redu. Brez posebnosti. In že smo na Šmartinski cesti in se peljemo proti centru mesta. Katačke proti BTC City oziroma središču, pohvalem središču BTC. To pa proti centru. S temi posnetki tudi vidite zanimive objekte in tudi arhitekturo v predmestju Ljubljane, kar je lahko zanimivo za oceno tistih, ki govorijo, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu. Bližamo se Ljubljani. Zdaj vidite Kristalno plačo, ki je poslovni objekt v BTC-ju.
To naj bi bil neki kratek utrinek, prej končamo, predstopamo na področje nakupovalnega središča PTC, ki je na naši levi strani. Da vidite, kako promet poteka v petkih, ura pa je, kot rečeno, okoli 14, natančneje 14-17 minut. Rdeči objekt na levi strani je nekdanja poslovna zgradba znamenitega trgovskega proizvodnega giganta Emona, ki je po osamosvojitvi razpadel v prafaktorje in so ga različni zakuni in tekučiči uničili in si prisvojili deleže. Zdaj pa je to navadni najemni prostor za poprečne poslovneže ali podjetnike, da smo zelo prijazni do njih. Smo, kot rečeno, na Šmartinski cesti. In se bomo peljali, ko bo semafor odprt, proti centru mesta. In bomo tudi zaključili naš prometni utrinek. Mimogrede, na desni strani so znamenite Žale, ki vam pa ne priporočamo vsaj ne za trajne namene. Se bomo uvrstili v ta pas, lahko zvijemo proti centru mesta. Naj vam povemo, da bomo končali s posnetkom poslovnega objekta, natančneje stanovanjskega poslovnega objekta, ki si ga prodaja že nekaj časa. Brez velikih uspehov.
Morda še to, da je v bistvu na levi strani nekoč bilo podjetje Kolinska, ki zdaj lasti hrvaškega podjetja. No, kot obljubljeno, bomo končali s pogledom na stanovanjski poslovni objekt, ki se, kot rečeno, prodaja, ni prav uspešno. To je bilo to.